Mislim, da je to samo vtis, ki se ustvarja v medijih, da se v resnici ukvarjamo. Jaz ne verjamem, da se ukvarjamo niti dovolj ne, kaj šele preveč. Zadnji podatek o tem, da imamo v Sloveniji nekaj čez 10.000 beguncev, pa da je od tega uspela vlada samo 5% njihovih vlog obravnavati, pove, da v resnici se nekateri vladajoči grejo lasten PR na račun trpljenja drugih in ne resnično ukvarjanje. Žalostno je pa to, da bo ukrajinska tragedija imela res dolgoročne posledice, ne samo na Ukrajino in na trpljenje tamkajšnjih ljudi, imela bo posledice na celo Evropo, še v naslednjih letih, in zato je prav, da se ukvarjamo s temi posledicami. Da smo na eni strani podporni in solidarni do Ukrajincev in Ukrajink, na drugi strani, da pa se zavedamo, kakšne posledice bo to imelo za Slovenijo. In posledice ne bojo majhne. In zatiskanje oči pred tem je v resnici zares neodgovorno do ljudi. Tudi v tem primeru se bojim, da gre za mešanje dveh pojmov, za mešanje pojma politike, in to je na primer izgon diplomatov, je nekaj, kar se dogaja na evropskem nivoju, je usklajen ukrep in tukaj je pravilno, da tudi Slovenija kot odgovoren del Evropske unije postopa enako. Na drugi strani imamo pa dolgotrajno prijateljstvo med ruskim in slovenskim narodom, ki je na primer rezultiralo tudi v tem, da imamo tak center, ruski center kulture, in jaz mislim, da mešati kulturo z vojno je ta zadnja stvar, ki bi si jo smeli privoščiti. Zagotovo je tak ukrep, ko mi izganjamo rusko kulturo iz Slovenije, neodgovoren. In želel bi si, da se ta sklep ponovno premisli in da se ta center v resnici obdrži tudi v teh časih, zato da bomo lahko tudi v bodoče imeli od kje graditi naše bodoče odnose z ruskim narodom.